Kadetnica. Ta veličastna zgradba že več kot 100 let in pol pripoveduje zgodbe o znanju, disciplini, pogumu in predanosti. Njeni zidovi so bili priče številnim generacijam različnih narodov, ki so tu bivale, pridobivale znanje in služile domovini. Kadetnica ni zgolj arhitekturni biser, temveč tudi središče izobraževanja in razvoja. Kraj, kjer se je kalil značaj in krepila pripadnost vrednotam, ki presegajo posameznika. Njena veličastnost se ne odraža le v njenih mogočnih obrisih, temveč predvsem v duhu, ki ga nosi skozi čas. Po letu 1848, vojaških zmagah v Italiji, pokoritvi upornih ogrov in zatrtju revolucije doma, je avstrijski cesar Franc Jožef sklenil izboljšati vzgojo in izobrazbo prihodnjih častnikov. V cesarstvu je na novo ustanavljal vojaške šole, med njimi tudi 4 kadetske inštitute. 4. vojaški izobraževalni inštitut je bil dodeljen mestu Maribor in leta 1853 so začeli gradnjo, ki je bila končana leta 1856. Kadetnica v Mariboru je bila zgrajena kot kadeten inštitut Avstro-Ogrske monarhije in so jo do leta 1870 uporabljali za usposabljanje starešin njene vojske. Do konca Prve svetovne vojne je bila še pehotna vojašnica, vojaška bolnišnica ter nato vnovič šola za podčastnike. V Kraljevini Jugoslaviji je bila v njej sprva šola za častnike tehnične smeri, nato pa je bila namenjena za usposabljanje inženirskih podčastnikov. Med drugo svetovno vojno je bila v kadetnici vojašnica nemške vojske, po njej pa jo je do konca vojne za neodvisnost Republike Slovenije oziroma dokler je ni prevzela teritorialna obramba Republike Slovenije, uporabljala Jugoslovanska ljudska armada. Leta 1992 je bila stavba predana lokalni skupnosti. V letu 2000 so se pod okriljem Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske začele dejavnosti za njeno obnovo. Ko so prvi koraki slušateljev ponovno odmevali po njenih hodnikih, je bilo jasno. Kadetnica je ponovno postala srce izobraževanja, ponosa in tradicije.